Na poseben način si je Bog izbral svoje izvoljeno ljudstvo Izrael in ga je z vsemi mogočimi blagoslovi tudi obdaril, blagoslovil. Ampak potem, ko so Izraelci prišli, kot beremo v Svetem pismu, v to obljubljeno deželo, so okoliški narodi imeli drugačen sistem. Bog je želel, da bi Izrael bil teokratična država, da bi bil Bog tak, ki bi bil njim Bog, njihov vladar in vse v vsem. Da bi bili poslušni, kot pravi, jaz želim biti vaš Bog in vi moje ljudstvo. Potem bo blagoslov, potem bo napredek. Če ne pa, izvolite po svoje, pa bomo videli, kje boste končali. No in nekaj časa je šlo, ampak veste, človek je človek in tudi ima oči, tudi ima ušesa in pamet, do katere mere razvito je spet druga stvar. In potem so Izraelci videli okoliške narode, da so malo drugačni po strukturi, da imajo kralje, da imajo vladarje. Ja, oni tega nimajo. Oni imajo neke sodnike, ki je Bog določil, pa kaj je en sodnik pa kralj? Ne, mora biti vladar. Bog pravi, ne bo to dobro za vas, ker vladar zahteva tudi svoj davek. Boste morali 10% dati v svojih dohodkov še davka za kralja. 10 za davek države, 10 za tempelj, cerkev, duhovništvo in 10 še kralju. Bomo vse damo, naj samo imamo kralja. Dobro, imejte kralja. In potem so dobili kralja Savla. In niso imeli sreče. Šizofrenik je bil, ne, vemo. Delo je težave in dobro, Bog je bil vseeno usmiljen in je jim potem dal Davida. David je bil človek v Božjem srcu, ampak tudi človek. Tudi še človek in je torej imel včasih premehko srce za kralja in ni realiziral vsega tistega, kar je Bog zahteval in se jim je potem tole vedno znova v zgodovini maščevalo s temi okoliškimi narodi, ki so jih napadali. Posebno v času Davida so številni napadi bili na Izrael. Po Davidovi smrti je prišel njegov sin Salomon. To je pa bil kralj, ki je bil v blišču, v sijaju, pameten, moder. Pravijo, da je bil do zdaj najmodrejši kralj, kot takšen v zgodovini. Vsi so ga občudovali, vsi prihajali k njemu na obiske, še kraljica Isabe, se spomnite, je prišla. No in si je privoščil življenje, užitke. Imel je vsega skupaj 1000 žen in priležnic, celi harem in vsak mesec je moralo eno pleme vzdrževati, 12 pleme je bilo njegov dvor. Eni dvakrat, trikrat zaznamo, da je prišlo do državnega udara, bi lahko rekli, do upora, ampak je v Kali ta upor zadušil. Pa so se dočakali, da tudi on je šel v večna lovišča, kot pravimo. Potem pa zdaj se oddahnemo, so si rekli, pa bo moral imeti enega lepšega, boljšega kralja. No in potem se je pa začelo rivalstvo. Rivalstvo. Vsak bi rad bil na tem čudovitem položaju kralja. No in vidite, to je tako daleč vodilo, da so potem grozili. Se spomnite enega, ki je pravil, to, kar je moj oče delal, to ni bilo nič. Jaz vas bom šele stiskal, da boste vriskali in piskali. Boste že videli. In seveda, kaj drugega, človek potrebuje narod, če mu kdo grozi. In, veste, nastala je popolna zmeda, zmešnjava, beremo, in se je kraljestvo razcepilo. Izrael še tako slaboten, že po sami strukturi, je zavrnil Boga in potem so vzeli v roke ljudje, pametnjakoviči, naduteži zadevo in kaj se je zgodilo, nastali sta dve državi. Severno kraljestvo in Južno kraljestvo. Južno kraljestvo je imelo še vedno svoje središče v Jeruzalemu. Medtem ko severno pa zgoraj in tudi so si potem tale bogoslužne delili prostore, severno je imelo svojega in še južno vedno tempelj. Ampak kaj? Vemo, tako dve slabotni državice nista bili kos sovražnikom. In vedno znova boji so to državo slabili, eno in drugo, no, ampak poleg tega je Severno kraljestvo imelo še to napako, da se je povsem oddaljilo od Boga. Povsem. In Bog mora ostati zvest tvoji besedi in je povedal takole, konec, greste suženjstvo, kot se vam povedal v Mojzovih knjigah že, če ne bo tako, kot želim, pač izkusite tisto, kar
si želite vi? In prišli so Asirci in Severno kraljestvo pobrali in jih odpeljali, te Žide iz Severnega kraljestva, teh 10 plemen, bi rekli, kar 10 plemen, v suženstvo asirsko. Južno kraljestvo je malo bolj verno bilo, že bolj iz tradicije, ker so imeli tempelj, v Jeruzalemu hodili in tako, so se potem nekako še nekje 80 let obdržali. Pa potem so tudi oni klonili in seveda je takrat bilo na oblasti Babilonsko kraljestvo in so jih Babilonci zasužnjili in odpeljali v sužnost. Babilonijo. No in med temi mladeniči, ki so tudi morali iti v suženstvo, je bil Daniel. In potem Daniel pa izstopa pozneje s tem, da se je pa 200 držal svojega Boga. In to je bil tudi dokaz, da je Bog bil z njim in z njegovimi kolegi. To tam lahko berete. No in Nebukadnezar, takratni vladar, je bil zelo mogočen in oblasten. Vse do tedanje velike si je podredil in bil vpliven vladar. In zdaj, kaj se je zgodilo? Imel je zelo razvit dvor in vse, ampak vseeno je imel neko negotovost v sebi. In je potem imel en kup teh svetovalcev, modrijanov, ki so ga podpirali, svetovali in tako naprej. Ampak nekega dne je imel sanje. Ta Nebukadnezar. In to nenavadne sanje. In te sanje so ga tako močno prestrašile, da se je nekje obrnil za 180 stopinj. In potem, zdaj, te sanje mu niso dale miru. Mi vemo, sanjamo, potem se prebudimo, nekaj čas vemo, potem pozabimo sanje. Ampak te sanje so vedno bolj nanj pritiskale in mučile ga. In potem je zbral vse tiste svoje modrijane in pravi tak, zdaj pa gremo v akcijo. Vsi, ki vas hranim, plačujem, držim na dvoru, mi morate povedati, kaj sem sanjal. Po vrsti, če kdor ne bo znal, smrt. In tako je bilo. Prvi gre, drugi gre, tretji gre, po vrsti, vsi ti modreci, čarodeji, astrologi, ker zdaj bi lepo bilo, sanjal sem to, zdaj pa me razložite. To bi oni fantazirali. To bi bila poezija, vsak bi svoje modroval, ampak povej, kaj sem sanjal, pa razloži. Če ne, greš. Ne na čakanje, ampak od čakanja, Ja. Poznamo čakanje, pa od čakanja. No in, gledajte, tako po vrsti gre. To se je množilo še pa še in Danielu se je zasmililo vse skupaj. In pravi, jaz bom prosil Gospoda, naj mi Gospod to odkrije. Da bom rešil to neprijetno situacijo. Nebukadnezar bo vse dal pobiti. To so vsi bili samo takšni sesalci, brez znanja, brez vsega. In potem on pravi, fantje, svojim kolegom, gremo v molitev in Bog naj pomaga, da bom to zadevo uredil in razložil. Bog je mogočen, Bog lahko trdi. In res, šli so v akcijo, prosili Gospoda in potem Daniel dobi razodetje teh sanj. Pa gre, k Nebukadnezar se javi, povem te sanje. No in sedaj odprimo tam Sveto pismo, Daniel 2, 31 pa naprej. Tu takole piše. Zdaj to govori zdaj Daniel te sanje. Ti, o kralj, si imel videnje. Glej, bila je velika podoba, ta podoba je bila orjaška in njen blesk je bil izreden. Pred teboj je stala in njen videz je bil grozen na pogled. Glava, dobro se zapomnite te besede, glava te podobe je bila iz čistega zlata, njene prsi in roke iz srebra, njen trebuh in ledja iz brona, njena stegna iz železa, njene noge deloma iz železa, deloma iz ilovice. Ti si to gledal, dokler se ni brez človeških rok utrgal kamen in zadev podobo v njene železne in ilnate noge ter jih zdrobil.
Tedaj se je hkrati razdrobilo železo, ilovica, bron, srebro in zlato, ter so postali kakor pleve na poletnih skednjih. Veter jih je odnesel, nikakršnega sledu ni bilo več za njimi. Kamen pa, ki je zadel podobo, je postal velika gora in napolnil vso zemljo. To so sanje in njihov pomen povejmo pred kraljem. A ste videli? Tako temeljito je Nebukadnezar razložil, to si ti sanjal. In pravi, zdaj pa gremo na tolmačenje. A ste videli, kaj Bog lahko naredi? Tu je nastala ena posebna sprememba in če berete naprej, vidite te rezultate, te zadeve. Torej, tukaj je zdaj ta podoba in zdaj Daniel razlaga. Gremo slajd 4. Ja? Takole vidite, to sem jaz risal, pa ko sem zdaj, jaz sem pravi, kako to so živali, jaz sem pravi, to so biblijske živali, To so take živali, ko Daniel ni znal sam, kar je, pa jaz ne vem, pa nišče ne ve, in so take živali narisali, pravi, kak je, pa vi bomo videli, kaj to živali, Tako to bolj umetniško, takole narejeno, Dobro. Glejte, zanimiva zadeva je v tem, da je potem pozneje Daniel tudi imel določene prikazne, taka videnja in naprimer v 7. poglavju se njemu ta zadeva obnovi, kar je sanjal prej Nebukadnezar. In potem še se v 8. ta zadeva nadaljuje. Ja? Tam le vidite spodaj nekaj kot ježek, ampak to bo eno pival. Ja, dobro. In gledajte, zanimivo je, tukaj je Bog prikazal celotno zgodovino človeštva. Tisto, kar se je že zgodilo in kar se še bo zgodilo. Nekaj neverjetnega. In tisto, kar se bo še zgodilo, so ta stopala, tisti kamen tam spodaj, pa te rdeče nohte, ko tam bolj prije do izraza. No, to bomo potem mi temeljito obravnavali, tisti spodnji del. Tega zgornjega pa samo za prikaz, da je to dejansko resnično. No, gledajte, ta prvi del, pravi, ta podoba je imela strukturo različnih, bi pravil, elementov ali kakorkoli. In sicer, pravi, najprej zlato, vidite, glava iz zlata. Potem je tukaj naprej srebro, roke iz srebra. Potem trebuh iz brona, noge iz železa in stopala iz blata. A opažate, kako pada vrednost? Začne se z zlatom, konča se z blatom. Še rima se v slovenščini, ja. No in glejte, to je tudi zanimivost, da pada kvaliteta. Pada kvaliteta. Če vidite pri tej podobi, se obseg, volumen veča, kvaliteta pada. In vse ta železo, bron in vse to, če stoji na trhlih tleh ilovice, se mora zrušiti. In tak je potem tudi napovedana tale podoba našega sveta. Če zidaš na človeka, boš propadel. Če zidaš na Boga, boš obstal. Tudi Jezus sam pravi, da bo gradil cerkev svojo na skale, nekem trdnem, in vrata peklaje ne bodo premagala. Ne pravi, gradil bom na pesku ali na katerem koli drugem, ampak na skali. No in gledajte zdaj, če gremo malo po vrsti to zadevo, Nebukadnezar je kraljeval 43 let. To so lepa leta, kraljevanja. In njegovo kraljestvo je pa bilo, obstajalo čez 70 let. Lahko bi rekli, 88 let je trajalo Babilonsko kraljestvo. In nasledil ga je potem njegov sin. Do tedaj je bilo to največje kraljestvo na svetu, do takrat. Prej sta bila Asirija tako velika sila, pa Egipt, ampak primerjave z Babilonom ne. Ampak Nebukadnezar je bil strašen vladar. Bil je orodje v Božji roki.
Se pravi, bil je bič Božje, kot je bil včasih Atila, bič Božje, hunski poglavar, bivši Mađar, bi rekli, ja. No in Bog je uporabil Nebukadnezarja zato, ker so ljudje bili Bogu v splošni neposlušni, še bolj pa njegovo izvoljeno ljudstvo Izrael. In veste, kaj potem Bog takole pravi, ko se ga je izbral za služabnika. Veste, tudi tirani so lahko včasih služabniki, če smo mi prepametni, ja, in tak pravi. In zdaj sem dal jaz vse dežele, Bog pravi, v roko Nebukadnezarju, kralju babilonskemu, svojemu hlapcu, vidite, svojemu hlapcu. In tudi poljske zverice mu dal, da naj mu služijo. In služili mu bodo vsi narodi, in sinu, in vnuku njegovemu, dokler ne pride tudi njegovi deželi čas, ko ga spravijo v služnost mnogi narodi in veliki kralji. Narod pa in kraljestvo, ki ne bo hotelo služiti Nebukadnezarju, babilonskemu kralju in ne ukloni svojega vratu v jarem babilonskega kralja, tisti narod, govori Gospod, bom kaznoval z mečem in lakoto in kugo, dokler jih ne pokončam z njegovo roko. Ja. In to je Bog povedal po preroku Jeremiji. Že veliko prej časa. Ja? Veliko prej. Vsaj 80 let prej je bilo to napovedano. Prej se je to dogajalo. In potem v letopisih, kroniških knjigi beremo takole. In kar jih je preostalo po meču, so odvedli ujete v Babilon. In bili so hlapci njemu in njegovemu sinovom, dokler ni zavladalo Perzijsko kraljestvo, da bi se dopolnila Gospodova beseda po Jeremijevi usti, da se je izpolnilo 70 let. Glejte, a ni to zanimivo? Bog je že vnaprej po proroku povedal, kaj se bo zgodilo, če bo tako, kot so. In res tudi Judje, torej Judovo pleme, Južno kraljestvo, se je upiralo. In pravi, če pa se boste upirali, pa boste pokončani z mečem in suženjstvom. In to se jim je zgodilo, ker oni so rekli, ja, pa mi smo Božje ljudstvo, Bog je z nami, Bog nas čuva, ja, dokler si ti z njim. Ja, je Bog s teboj, ne? Ko pa ne, pa ne. Je tak. Vi veste tisto zgodbo, ne, ko je duhovnik govoril v cerkvi, da človek ima angela varuha, da ga varuje in čuva, tudi na poti, pa to je razlago, pa vse, ne, in potem se pelje, pa zleti z ceste z avtom. Pa ga sreča en vernik, ja gospod župnik, to ste vi, ja kje pa zdaj imate tega angela, ki bi vas varoval pa čuval. Pa župnik pravi, veste, dokler sem 50 vozov je bil noter, ko sem pa več, pa je skočil ven, jaz pa v jarek. To je ta resnica, vidite, če si ti z Bogom, je Bog s teboj. Če pa ti nekaj izigravaš, pa veš, daj se pa te igraj, pa videla, kje boš pristal. Ja. Torej, vidite, toliko desetletij prej je bilo to napovedano. In pravi tam v Jeremiji. In služili mu bodo Nebukadnezarju, babilonskemu kralju, svojemu hlapcu. In služili mu bodo. In služili mu 70 let, pravi. In brž, ko se izpolni, pravi Jeremija dalje, Babilonu 70 let vas obiščem in vam izpolnim tisto svojo besedo in vas pripeljem nazaj v ta kraj. No, zdaj pa se mogoče vprašate, zakaj je babilonski kralj ta zlata glava. Ne, da bi se zdaj Daniel tam prilizoval, tiste najbolj vrede, najlepši pa tak, zdaj te bom dal v zlat. Ne bom te dal tako vilovico. Ne, tako je tudi Bog določil. Ker to je bil zelo slaven, veličasten ta kralj Nebukadnezar. Ker so v slavi tega kralja pisali Herodot, ta znani grški zgodovinar, Strabon, pa potem tudi Jožef Flavij pozneje v času Rimljanov se je spominjal tega vladarja, ki je bil zelo slaven. Ker Nebukadnezar, vemo iz zgodovine, je postavil mnogo spomenikov. Pa ne bron, v zlato jih je delal. V zlato. Se spomnite na tiste zlate podobe, ko je tudi bila, ko so jo morali moliti, tisti kip
Ja? Torej, tudi pribor vseh te višje aristokracije je bil v zlato. Zlate nože, zlate vilice, žlice so imeli. Zlato je bilo pojem, zlat denar so imeli, ja? Ne papirnat, ja? Ampak veste, tudi vse hrame, ki so imeli tiste svoje poganske, vse je bilo okrašeno zlatom. Vse posod zlat. Ampak zlato ne pelje v nebesa. Tega se zavedajmo. Še takratno zlato ne pelje v nebesa. Jezus pravi, kaj pomaga človeku, če pridobi v svet, a tudi neka zlata na svetu, ne? Svoji duši pa škoduje. Če gremo naprej, tukaj, potem pravi tu, ste dobro poslušali, da tudi temu kraljestvu pride kraj. In res, druga podoba je, vidite, tale prsi. Prsi, te so iz srebra in tukaj sta tudi dve roki. Ja, dve roki. In tam v 5. poglavju beremo, da bo Babilonsko kraljestvo dano Medo-Perzijskemu. 5:28. Glejte, Medo-Perzijsko, to sta dve roki, medijsko, perzijsko. To sta kraljestvi, ki se združita in potem pogoltneta to mogočno Babilonsko kraljestvo. In seveda, to kraljestvo, Medo-Perzijsko, je segalo od Indije do Etiopije. Ja, duhovno in moralno je pa bilo dosti bolj nižje od Babilonskega, torej kvaliteta slabša. In značilno je, da so davek plačevali srebrom, imeli so denar, srebrni denar, pribor in vse to pa je bilo srebro. To je bilo vse naprej napovedano, vidite, kaj so potem imeli. In to kraljestvo Medo-Perzijsko je trajalo 200 let. A ste videli? Torej, večje kot glava so prsi do bokov. 200 let. Potem, dalje pravi, trebuh in bedra iz brona. Potem je tudi to kraljestvo propadlo in je prišlo grško kraljestvo. Ja? Grško kraljestvo. Aleksander Makedonski je, kot veste, prevzel svoje kraljestvo od očeta Filipa Makedonskega. Ja? In seveda njegov velik učitelj Aleksandra Velikega je bil Aristotel. Filozof Aristotel. In ta Aleksander Veliki je imel torej zelo bogato znanje, je bil zelo razgledan in on, ko je šel osvajati te dežele, je dejansko imel s seboj tudi ekspedicijo, znanstvenikov bi rekli, ki so deželo raziskovali. Geografi so tako delali zemljevide, merili reke, zgodovinarji so zgodovinske podatke zbirali teh dežel, potem etnologi so zbirali te narodopisne običaje, torej oni so dejansko bi rekli, z akademijo znanstveno pokrivali področje, ki so ga osvajali sproti. Ja? In seveda Filip, Aleksandrov oče, je bil ubiti in potem ga je nasledil Aleksander. Ta je bil 20 let star, Aleksander, ko je prišel na oblast. 20 let komaj. Ampak ker je oče bil mrtev, je prevzel on. Ne? Ni kot v Angliji, da kraljica ne umre, pa zdaj že novi so dediči, pa čakajo na prestol, pa ne gre naprej. Ne? Včasih gre prehitro. Pri Karadžordževič je to šlo hitro, ne? Se spomnite, da je Peter bil še nedoleten, ne? In tak naprej. No in Aleksander Makedonski je uvedel tudi enoten jezik na svojem področju. Eno posebno grščino koine. In to je takšna grščina, ki je zelo lahko se naučiš in je zelo praktično uporabna. Tako kot ameriška angleščina bi rekli, ja? Ko vsak črnec zna povlada, ne? Medtem ko prava angleščina, tista oksfordska, to je pa malo drugače, bolj težje bi pravili, ja? No in vidite, ta grščina je potem obveljala še v Jezusovem času. Še Pavel in ti pišejo to grščino, koine. In zanimivo je to, da kamorkoli je šel Pavel, je lahko govoril v tem jeziku in vsi so ga razumeli.
kot je pozneje bila v srednjem veku latinščina tak jezik sporazumevanja, potem je bila nekaj časa svetovni jezik francoščina, diplomatski temu pravimo, ne? No zdaj pa je spet angleščina, kot takšna, da se sporazumevaš, kjerkoli greš, ne, po letališči, pa to ti govorijo v tem jeziku. Torej on, Aleksander, je uvedel ta jezik in to je zanimivo, da je potem ta jezik tudi bil v tem času, ko je bil Jezus in se je evangelij širil, da ni bilo potrebno prevajalcev. Da kamorkoli si šel, si lahko govoril, pa so te vsi razumeli, in Židje, in Grke, in vsi ti narodi. No, torej, trebuh, nenasiten je bil. Veste, on je v 14 letih dejansko veliko sveta premagal, vladal. Nenasiten je bil. Nenasiten trebuh je imel. No, zdaj damo na šestico. Ja? No, vidite, to so pa tele države po obsegu. Prva, Babilonija, to zeleno. Gledajte, kako mala je bila, ne? Vidite? To je obsegala Babilonija. Potem Medo-Perzijska je tisto rumeno, vidite? Ja? Potem imamo grško, rdeče. Ne, pardon. Prvo je asirsko. Asirsko, zeleno gor. Drugo je babilonsko zlato, vidite to, kar je, rumeno zlato, ja? Babilonsko, pogledajte. Potem pride pa Medo-Perzijsko in to modro je grško Aleksandra Velikega. Pogledajte, tam že dol, če imate predstavo, vsega v Etiopijo, dol v Afriko. Vidite, velik del, zelo velik del ima, torej Aleksander Makedonski na tem področju. Ampak po kvaliteti je slabše od ostalih. Bron. Bron je od zlata, srebra, slabši. Vem, ne. Tako. No, vidite, in njegovi vojaki so nosili bronaste oklepe. Ščite in meče imeli so iz brona. Medo-Perzijski, na primer, so imeli veliko oblačevanje. So imeli dimije, turbane. In to kraljestvo je potem trajalo 130 let. Ampak ker je Aleksander umrl tam star 32, 33 nekaj let, seveda je zdaj bilo vprašanje, kdo bo. So nesrečni bili. Oče ubit, ne, on pa spet tak mladi, 30 pa nekaj let umre. Zdaj pravi, da je zbolel in ko je sam Babilon prišel, potem tudi eni pravi, da to je bila Božja kazen, da je Bog rekel, da Babilona ne bo nihče zidal, osvajal ponovno, ker je tako preklet, on se je odločil, da bo delal na Babilone nazaj, zdaj ne vemo, kaj je bilo. Ja. No in potem so ta njegov imperij, ta četrti zemljevid, kot vidite, si razdelili 4 njegovi generale, bi pravili, vojskovodje. 4. No in sicer je bil en general Selevki, drugi je bil Ptolomej, tretji Kasander in četrti Lizimah. In vsak je potem dobil del tega kraljestva v svojo vladavino. Ampak veste, to je potem tudi nič v končni fazi. Ja, triumvirat je slab, kvadravirat pa še slabše, ne? Več vladarjev slabše je, to več ne moreš povezati. No in potem, po 130 letih, tudi to kraljestvo propade. Tako razlaga Daniel. Tako mu je Bog razodel. In tako se je dogajalo, potem pozneje vidimo. No in potem, pravi še dale Daniel, potem pa pride naslednje kraljestvo, ki bo iz železa. In v Danielevem času je bil to najtrši metal, kovina, železo. Železo je bilo več vredno kot zlato, ker si do železa težko prišel. Tu moraš doseči zelo velike temperature, da pride do tališča. Ne? Zato, če je ženska imela prstan ali vratnico iz železa, je bilo več vredno, kot je imela iz zlata. Ja. In potem tudi Feničani, in ti so bili zelo dobri pozneje izdelovalci železnih predmetov, ne? In so ženske potem dale obročke na noge, pa vse iz železa, da so komaj se vlačile po zemlji, ampak je pa bila vrednost več kot zlato. Več kot zlato, ja.
Danes je pa obratno, ne? Ja, ampak, če se spomnite iz zgodovine, je Rimsko kraljestvo dejansko nastalo iz kmetov, pastirjev ob reki Tiberi in potem so ti tako počasi osvajali Severno Italijo, Sicilijo, Španijo, Makedonijo, Malo Azijo, Palestino, Egipt, Severno Afriko, vse okrog Sredozemskega morja, vidite, in to je bilo tako imenovano mogočno rimsko kraljestvo. Ni čuda, noge kot take, ne? Nazaj, so tudi zelo velike, pa celo dve nogi sta, ne? Dve nogi. Zdaj, če gremo tu naprej, vidimo takole, da je trajalo najdlje časa. Tudi noge so najdaljše, ne? Vsega tega, kar. Ja? In sicer od leta 31 pred našim štetjem do leta 500 oziroma potem še celo na zahodu oziroma vzhodu do leta 1453. Ja? Ker na zahodu je leta 476 germanski Odoaker odstavil zadnjega rimskega cesarja. In vi veste, da so Rimljani bili zelo močni. Zelo močni. Imeli so dobro zakonodajo. Še danes veljavno, rimsko pravo, a ne? To je strah in trepet študentov na pravni fakulteti. Rimsko pravo. In brez rimskega prava ne moremo razumeti zahodne civilizacije. Kot brez šariatskega prava ne moremo razumeti muslimanskega tega vzhodnega sveta. No in Rimljani so imeli zelo pravično zakonodajo. Železno zakonodajo, pravično. Torej, če si ti bil rimski državljan, pa si se skliceval na cesarja, so te morali dati potem tudi pripeljati k cesarju. In to tudi Pavel skoristil, se spomnite. Potem druga stvar je bila, da so rimski državljani imeli kot državljani posebne pravice. Posebne pravice. In tudi, če se je kaj zgodilo, so torej borisi morali spiti strup ali pa biti obglavljene. Druge poti smrti ni bilo, da bi ga križali, kakorkoli drugače ubili. To so bile, torej Rimljan je moral tudi, če krivec, umreti častno. In pravim, to rimsko pravo se je zakorenilo zdaj še po 2000 letih, še vedno moramo, lahko razumemo, naš svet skozi to rimsko pravo. So pa Rimljani tudi gradili ceste, se spomnite, rimske ceste, številne, tudi skozi Slovenijo je peljala cesta, Emona, Celejo, Petovijo, dol proti Mađarsko-Savarijo. In to so bile dobre ceste, še danes so zametki teh cest, in te kar dobro vidi vegetacija in vse to ne uspeva, ker so tako dobre podlage delali za te svoje ceste. Odpravili so tajkunstvo, ja, znate kaj tajkunstvo, ja, pirate, vse to so Rimljani odpravili. To je bila, ti si lahko iz Rima potoval do Sombatela, brez da bi te kdo oropal. Pa kaj ti zlega storil? Takšna varnost je bila. In oni so bili na to ponosni. Pax Romana. Pax Romana. In če si pa ga kaj ušpičil, potem pa temu primerno. Ne ulajševalne okoliščine, z enim očesom nisem videl ali pa z enim nisem slišal ušesu, ne. Konec, greš. Ne. Red je bil, disciplina je bila in zato je bilo to železno kraljestvo. Ne. Železno kraljestvo. Predvsem, pa zarjavelo je. Zarjavelo je, zato je pa ostalo. Ja. Ja. Torej, duhovno in moralno niso nič zidale. Kot Grki so imeli številne bogove, malike, se spomnite v Atenah, Pavel, ko je, pravi, ja, toliko bogov imate, pa še niste sigurni, če so vsi, pa ste še enega, en kip napravili neznanemu bogu. Kaj pa, če smo katerega pozabili? Pa ga dajmo še tega, da ne bo ja jezen. No in seveda so te grške bogove potem tudi Rimljani prevzeli, samo so jih drugače poimenovali. Ne? So jih poimenovali po planeti. Jupiter in tak naprej, Venera, to, kar so bile tam Atena ali pa tam Zeus, pa to, ne, to so potem postali isto, samo z drugim imenom, prekrščeni rimski bogovi. No, ampak
mi vemo, da se je potem rimsko kraljestvo razklalo na dvoje, na vzhodno in zahodno. Evo, dve nogi. Torej, vzhodno je vzdržalo vse do Bizanca, ko sem prej pravil, do leta 1453, vzhodno pa je že prej propadlo, da ga je nemški odaker potem osvojil. No in zdaj potem gremo naprej. To kraljestvo se bo obnovilo. In tu nastane potem ena razpoka. Torej, rimsko kraljestvo bo obnovljeno, ker bodo še prišla stopala, ki so prav tako mešanica železa pa ila, smo slišali, prebrali. Torej, rimsko kraljestvo bo obnovljeno. In zanimivost je, koliko imajo noge prstov? Obe 10, ja. No in ko je nastala Evropska unija, koliko držav je bilo ustanoviteljic? 10, In zdaj se širite v te zvezde na zastavi. Dobro, 10, ja. 10 prstov. No in seveda, vse se spreminja, vse se menja, Jezus pravi, kdor dela Božjo voljo, ostane vekomaj. In gledajte, če se je vse do zdaj izpolnilo, vse do tehle 5, v zgodovini, se bo še to, kar je ta stopala izpolnilo. In o tem bomo potem v prihodnje bolj podrobno govorili. Zdaj pa, če gremo k onemu delu, ti se lepi živali, Kdo ve, kaj za živali je to? To je umetniško, ja? Tu morate imeti domišljijo, ja? No, pogledajte, pa mi razložite. Sanja, bo šlo? Ja, gledajte, potem pa se vam prej povedal, do koliko smo lahko? Danes ali do jutri? Do jutri. Pozno smo začeli, tako še večerne ure imamo mi zdaj to. Dobro, torej gledajte, Daniel je potem isto to obliko, to zgodovino dobil v svojem videnju. Kot je Nebukadnezar dobil sanje, mu je Daniel razložil in v 7. poglavju beremo takole. Je pa sanjal o zvereh, to so zveri, to niso živali, ja, zveri. Daniel je sanjal o zvereh, ki so izhajale iz morja. In pravi tak, 7. poglavje, 4. vrsta. Prva je bila, zdaj pa gledajte, dobro, umetniške slike, nazaj, umetniške slike gledajte. Zdaj. Prva je bila kakor lev in je imela orlove peruti. Gledal sem in medtem, ko so bile njene peruti izpuljene. Dvigala se je od tal in stala na nogah, kakor človek, in človeško srce ji je bilo dano. To je Daniel sanjal. Veste, torej lev. Lev je kralj živali. Ja? Torej ima oblast nad svojim teritorijem. In tudi Nebukadnezarju je bila dana neomejena, bi rekli takrat, oblast. Orel in krila pomeni, Babilon se bo hitro širil na vse strani. In seveda o tem so tudi pisali, ko sem prepravil, Herodot, Strabon, Jožef, Flavij. Potem dalje, Babilon je imel eno izmed 7 čudežev sveta. Kaj so bili to? Viseči vrtovi. Ja? No in leta 538 pred našim štetjem je Babilon osvojil Kir, perzijski kralj. Ja. Torej ti dve, ta lev, s temi perutmi, krile, ponazarja Nebukadnezarja. Perzija. Tako beremo dalje. Daniel je videl takole. In glej, druga žival, drugačna, podobna medvedu, po eni strani se je vzravnavala
in imela je 3 reber v svojem gobcu med zobmi. Bilo le je rečeno, vstani, požri mnogo mesa. Torej, to perzijsko kraljestvo, smo rekli, je bilo večje, ampak slabotnejše po kvaliteti. To je bilo združeno kraljestvo, medo-perzijsko. Ampak 3 rebra v ustih je videl. To kraljestvo je pojedlo prejšnje 3. Asirijo, Egipt in Babilon. Ne? Se spomnite? Asirijo, Egipt in Babilon. No, potem je 3. kraljestvo, makedonsko, grško-makedonsko. Daniel je takole videl, ta trebuh pa to. Žival bila je kakor panter. Imela je 4 ptičje perute na svojem hrbtu in 4 glave je imela in oblast ji je bila dana. Pa zdaj to narište. Takšno žival, ne? In potem sprašujejo, kaj za živali je to. To so take zveri, ne? Torej, ta je bila kakor panter. Ja? To je ta 3. slika. Ja? Imela je 4 ptičje perute na svojem hrbtu in 4 glave je imela in oblast je bila dana. No in, kot pravimo, meč se je obrnil tudi proti Aleksandru Makedonskemu. Naprimer, tudi proti njegovi hiši na koncu. Mati je bila ubita v 80. letu z mečem. Tudi žena in otroci so bili ubiti Aleksandra. Brat ni bil zdravega razuma. In Bog je rekel, ne ostane nihče. In tako se je zgodilo. Panter tukaj nadomešča bron. Pomeni grobost. Grobost. 4 glave, znamo, razdeli se na 4 kraljestva, na 4 generale. Asirija, Sirija, Egipt in Makedonija. In seveda po njegovi smrti se je to tudi zgodilo. Ja? No, rimsko kraljestvo ali cesarstvo, Daniel vidi, imela je mogočne železne zobe, ne železne noge, žrla je, drobila in kar je ostalo, je pomendrala svojimi nogami. Torej, rimsko kraljestvo je premagalo Grško, osvojilo celo Evropo in potem je bilo razdeljeno na 2 dela, vzhodno in zahodno, ampak v Danielovem času je bil Rim še vas, vasica. In tukaj vmes, med to železno nogo, pa stopale, se je potem pojavila cerkev. Torej, to je bilo v času rimskega kraljestva, se spomnite, ne? Ko je prišel čas dopolnil, je Bog poslal sina, beremo v Galačanom 4:4. Ja? No in vidite, tukaj se pojavi cerkev. Nihče ni vedel za pojav cerkve. Nihče v zgodovini. Ne Daniel, noben prorok, nobenemu ni bilo dano, da bi kaj slišal in zvedel od cerkve. Tudi apostoli niso imeli duha ne sluha od cerkve. Jezusovi učenci. Se spomnite, da tam potem pravi, da gre in pride in kdaj boš postavil svoje kraljestvo. In pravi, to ni vaša. To ni za vas. Kaj se s tem sekirate, brigate, to ni za vas. Ne? To je stvar očeta. Se spomnite, tam v dejanjih preden gre. To zadevo. Torej, potem pa se pojavi na dan Binkošte, ko so napolnjeni Svetim duhom, cerkev. In ta cerkev se širi, ta cerkev raste, ne? In pričakuje Jezusov prihod. In potem so že eni nervozni, živčni, tam v Tesaloniki, v Solunu beremo, ne? Zdaj, kaj je s tem? Jezusa še ni, eni so umrli, kaj bo zdaj s temi? Ali bodo ostali v zemlji, ali bodo šli, ko prije Jezus, kaj je zdaj s tem? In potem jim Pavel to zadevo razlaga. Ampak potem vidimo zanimivost, da pa Pavel dobi prvi to razodetje glede cerkve. In to bomo potem tudi obravnavali naslednjič enkrat,
ko dejansko je Daniel potem tudi v eno drugo vizijo ima, tvojemu narodu je namenjeno 70 tednov. In do Jezusovega prihoda vidimo, bomo videli, tudi z letnicam lahko, da se je izpolnilo 69 tednov. In en teden je ostal. In vmes med ta 69 in 70 se je vrinila cerkev. In ta cerkev zdaj že 2000 let funkcionira, medtem ko tisti teden židovski miruje. To kot pri košarki štoparica, ja? Pri fuzbalu gre naprej ura, ne? Tam nič. Pri košarki pa se čas ustavi. In za Žide Izrael se je čas ustavil. In zdaj čas stoji njihove milosti. In tudi Pavel pravi, tam se spomnite, da je ta trdovratno samo začasno zadela Izrael. In ta štor, ta panj, ki je zastarel, zakrnel, bo spet ozelenel, oživel. Se pravi, se bo ponovno pojavil Izrael kot takšen, ko bo Bog začel z njim delovati. In te bo začel teči ta 70. teden. In ko se ta konča, potem se konča ta zgodovina. No in gledajte, zdaj, že skoraj 2000 let je to obdobje med nogo pa stopali. To je obdobje cerkve. Obdobje cerkve. In potem bomo tudi tu videli, da tudi tu se ujema za Kristovim prihodom, ne? Da bo prišel in zlomil ta cesarstva. Ampak o tem bomo govorili potem v prihodnje malo bolj podrobno. Zdaj potem dam en slajd, prvi mogoče. No, to zadeva tudi potem v 8. ponovi. Vidite poglavjo, to da malo v miru preberjete. To je bil Izrael v času izgnanstva, ko so šli, to je ta Kirova organizacija, dobro naprej. To. Glejte, potem, ko gremo pa v razodetje, vidimo, da 4., 5. poglavje in potem do 19. se dogaja vse to, kar beremo v 19. Jakobove muke. To je tak zvani Danielov zadnji teden. Zadnji teden, o tem bomo tudi govorili, ne? In potem tam v razodetju, ko pušče dol pride Kristus, ne? Z nevesto in začne se meliti. Naslednji slajd. To je vse? Ne. To, malo. Ja, gledajte, vidite, to so pa ti tedni. 70 tednov je namenjenih, tam ti je načaj 70, vidite, čisto na robu zgoraj. Zdaj pa tam, torej vrnitev, ko se bodo vrnili iz Babilona, pa do gradnje Jeruzalema bo preteklo 49 tednov. Potem pa, dokler bo uničen maziljenec, Jezusova smrt, ne, bo preteklo še 62 tednov, skupaj 62 pa 7 je 69, in te letnice paste potem, in potem smrt maziljenca pride, in po tej smrti maziljenca, vidite, bi moral biti še en teden. En teden, 2x po 3,5 dni, to vemo, kaj bo to, tam ti se antikrist in to, in potem se zaključi ta teden. In to rdeče vmes, med 69 tednom in 70 tednom je zdaj cerkev. To je obdobje, kjer smo mi. To je zdaj že vse prevoženo, obdobje zgodovine, od takrat, ko je Daniel to videl. In potem je bilo tudi napovedano, da bodo v suženjstvu 70 let. Ne? In potem pravi Daniel moli, Bog, obljubil se, da bomo šli domov. In Bog je izpolnil svojo obljubo, ga spomnil. In so šli domov, ampak veste, niso hoteli domov iti. Fajn je, redko ter so še domov, to so že generacije velike, veste, po 70 letih, ne, se že navadiš, aklimatiziraš in več niso volje imeli domov iti. Tam vse je bilo razrušeno, podrto, zdaj zida in novo, tu je pa bilo fajn, lepo, ne. Tisti starci bi šli domov, ko so še spomine imeli na domovino. Kaj pa ti delali, ne, že grbaste in vse skupaj slepi, glupi, kaj bodo ti delali? Mladi so se pa živeli tam, ker niso znali, kaj je car domovina. Ja tako, kot gledate danes izseljence, ne, v Ameriki. Vidimo, tako je tudi z Prekmurja je veliko šlo, tja do 3. generacije je šlo. Zdaj ta 3., 4. generacija, to so amerikanizirali in nas videnje. Ne? Ti stari, ko so takrat šli, to so da že spomrli, njihovi snovi še koliko toliko še vohajo, medtem ko ti mladi nič. Ne? Ker tudi, na primer, pogledajte, Betlehem, to je v Pensilvaniji, mesto, južni Betlehem je imel 18 000 prekmurcev samo tam.
pa so imeli svoj tednik, amerikanski Slovencev glas. In ta tednik je leta 1954 prenehal izhajati, ker več niso znali brati. Mladi več niso znali brati, stari več niso videli brati in je usahnil. Ja. Usahnil. Pri 18 000 Prekmurci samo, Prekmurci. Ostali Slovenci, pa ko so bili Dolenci, pa to, ker tam je bila močna železarna, jeklarna in tam so rabili veliko delovne sile, ne, in je veliko ljudi, ali pa v Detroiti, v Čikagi, to tam strašno ljudi bilo zaposleni. Ampak gotovo, tisti, ki so prišli še, deca še, ker niso se ti naučili angleščine, so morali komunicirati v domačem jeziku, šoli so nekaj lovili angleške, potem generacija, potem pa že veste, te pa že nasvidenje. Te pa folklora postane domači jezik in nasvidenje. Ne? Tako je to. In tudi tukaj so Židje več ne imeli volje domov iti. Razumemo človeškega vidika, ne? Ampak potem so jih prisilili, da so morali iti. Ne? Dobro, o tem bomo še govorili. Kakšno vprašanje v zvezi s tem? Tako neka 3-4 ure zdaj imeli, ne? Jaka? Naprej ne sprašujte, za nazaj sprašujte. Ker za naprej ni dobro biti radoveden. Predvsem. No, veste, jaz sem veliko tega bral in te sem se odločil, da več ne bom bral. Vsak je po svoje kombiniral, pa ko je ta govoril, se temu vse verjel. Ko je drugi govoril, se pa ti se onem vse verjel. Ne? Pa tretji, še ne je vsak na sodišče, vsak ima prav, ne? Samo da pa soočiš, pa vidiš, kaj so variante, ne? Princip je pa iste. So variante. No in sem se potem, ker so me vedno spraševali, kak pa kaj, sem se odločil in potem za to zadevo zagrizo, ne? In potem, ko sem še tudi v Osijeku na fakulteti predaval te zadeve, smo včasih na to debato prišli, ne? In seveda, tam so bili ljudje z raznimi temi preznanji poglede. In vedno sem pravil, dobro, če bo potujem, kam bi ti to vrsto vtaknil zdaj v tem zemlji, v tej karte? Ni mogel, nasvidenje. Dobro, kam bi dal to? Ta citat. Nič, nasvidenje. Vse tam, če kar ne gre namestiti, noter ne moreš. Moraš vse namestiti, to je kot puzle. Če imaš toliko tistih koškov, mora vse, če hočeš, mora imeti vse svoje mesto. Pa makar je seren zeleni, ampak te moraš kombinirati noter in potem smo vedno prišli do cilja, pa smo se poenotili, da je tako kot pravi Biblija, ker tukaj je Biblija nezmotljiva. Ker vidite, če se toliko ponovilo, toliko stoletij, to je bilo 500 let pred našim štetjem, pa zdaj 2500 skupaj, in se je to uresničilo. Se bo še ti mali prsteki tudi uresničili, in to je potem knjiga Razodetje, ki o tem govori. To ni nobene špekulacije, so tudi nekateri, ki delajo razne špekulacije, to ni špekulacije, to stoji, to drži, boste videli, kot smo tukaj videli do zdaj, bo tudi vnaprej to, ta zadeva. To bom, prosim. Ja, tako. Ja. Čeprav je bilo 130 let grškega polnega, če se šteje še dosti manj, kot je zdaj cerke, zato pa vedno, torej pri Bogu je pa 1000 let, kakor en dan, tam pravi, torej leta so relativna stvar, relativna, ja. In zdaj pogledajte, se cerkev tako dolgo vleče, pa nič ni, in potem so ljudje že obupujejo, pravi, da to ni res, da se skupaj varka, kot v Nojetovem času, No je delal 120 let barko tisto, in nikdar do vode takrat ni bilo. Zdaj pa beži gor na hribo, dela pa da poplava. Kdo bi si mislil, kada zdaj tam tiste poplave na planini pa tam, ali pa so rekli, nikoli ni bilo pri nas v Sloveniji, take stvari pa se je pojavila. Ja, pride. In so rekli, bedak si, norec si, ampak no je pravi, Bog je tako rekel, pa se je, in je deževalo, in se je potem lepo ladja dvignila in tisti, ki so verovali, so šli, tisti, ki pa ne, pa so ostali. Ostali, to je star. Predvsem? Ja, bom videl to. To še pride, ja. To so te stvari, ki moramo biti na obljubah. Se spomnim, ste slišali za Davida Livingstona,
On je bil misionar in raziskovalec, je šel vzdolž po Nilu. In je dejansko potem hkrati misioniral, pa raziskoval to zadevo, reke Nil in vse to okolje, ampak je potem imel svoj parnik, ja, in eno kup tistih domorodcev je sabo vzel, nekaj so bili odporni, pa to, kar smo pomagali pri delu. No in ko so tako po Nilu pluli, šli, je on dobil obvestilo, ko se mora vrniti domov, v domovino, ne, in nekaj urediti, pa se potem vrne. Ampak kaj se je zgodilo? Torej, zdaj te ljudi je imel tam in je potem dal tam enemu plemenu, ne, naj te ljudi, tisti poglavar prevzame za ta določen čas, jim da hrano, vse, on to oskrbi, plača, pa vse, in ko se vrne, jih vzame. Ampak do določenega roka Livingstona ni bilo nazaj. Pa so že bili oni nervozni, pa ta poglavar pravi, ja, zdaj pa je to pa finta, to pa finta. Zdaj pa fantje, drugega ne porastane, kot da se z našimi dekleti poročite, pa idemo naprej, kaj bomo zdaj, ne? Ne. Nam je oče samo rekel, ne? Nam je oče obljubil, da bo prišel in naš oče bo prišel. Sigurno bo prišel. Pa čakajo, pa spet nič, pa dajte, ne. In tako so jih nadalgovali, da so potem že fantje šli na obrežje Nila, pa tam preživljali tisto nerganje, ki ga je sprožil ta njihov vladar, poglavica. No in vedno hujše je bilo, ampak on vztraja, pravi, če je oče obljubil, je bil iskren, pa dober, bo gotovo prišel. Ali pa bi sporočili, da ga ne bo. In nekega dne, ko tako se fantje tam malo sontijo na obrežji Nila, ne, slišijo in prisluhnejo, ne, oni domorodci začnejo cviliti, tuliti, so se prestrašili, ne, in potem pa zapiska, to je bil parnik, ne, zapiska, oni še bolj vračijo, tipa oče prihaja, ne, in tam iz enega je pripluta parnik, fanti so skakali v Nil, pa v gor šli na to ladjo, plezali, niso čakali, da bi pristala ladja, ne, tista, no, in potem on pravi, dolgo ste me čakali, a ne, nisem mogel prej priti, hvala, da ste vztrajali, je pravil Livingston, ne, in če se vam obljubil, da pridem, sem prišel in sem prišel pravi, če sem vam obljubil. In potem iz tega se naučimo to, ne, če je Gospod nam obljubil, da bo prišel po svojo cerkev, bo prišel. Pa bodo vsi govorili, ne, tega ne bo nič, ne, je, ker bo. Tako je obljubil in to bo, no in Livingstonovo srce so zadržali potem Afričane v Afriki, to veste, ne? Telo so dali v domovino, srce pa zakopali v Afriki. Njegovo srce je gorelo za Afriko, bil je misionar za Afriko. Tako da to je ena zgodba o obljubi. Če se je vse to spolnilo, od glave do pet, se bodo še pete. In kako se bodo te pete, bomo potem v prihodnosti vsak petek, ker to mora iti v drugače pozabiti. Pa ne dokončamo te videle. Dobro?